Mi, kot vedno rečemo, z veseljem in mnogo in zaradi potreb vlagamo v naložbe. Mi smo v prvih 9 mesecih tega leta namenili za naložbe dobrih 127 milijonov evrov, od tega 112,4 milijona v obvladujoči družbi, to se pravi v Krki D&D in skoraj 15 milijonov evrov v odvisnih družbah. Na Krkini lokaciji v Novo mesto mi zaključujemo Motor 2. Mi smo še v lanskem letu govorili, da je naša želja, da do konca leta 2015 vzpostavimo redno proizvodnjo. Mi bomo imeli v Motor 2 vzpostavljeno redno proizvodnjo že v začetku leta 2015. Ko smo videli, kakšne so potrebe po količinah izdelkov ob nižjih cenah, smo seveda pospešili celotno izgradnjo in Motor 2 je praktično pripravljen za redno proizvodnjo, kot sem rekel, začne v začetku leta 2015. To pomeni v prvem letu povečanje kapacitet za 1,5 milijarde in potem v 3 letih za več kot 4 milijarde, 4,5 milijarde. Ta projekt je vreden 200 milijonov evrov. Pri gradnji so sodelovali številni slovenski izvajalci, nekateri so imeli tudi velike težave, ki pa smo jih skupaj z njimi uspešno prebrodili. Mi potrebujemo za našo proizvodnjo tudi čim več surovin, zapravi učinkovin, ki jih potem ugradimo v končne izdelke in zaradi tega gradimo predvsem na lokaciji Krško kapacitete za proizvodnjo surovin. Mi imamo že uvedeno proizvodnjo nekaterih izdelkov v Krškem, tako da je proizvodnja se praktično začela, iztekla in pa seveda delamo na tem, da bomo na lokaciji v Krškem še širili proizvodnjo učinkovin. Mi imamo tam kar dovolj zemlje, krepko več kot 16 hektarov, večina te zemlje je še na razpolago za novo gradnjo in to bo že v naslednjem kratkoročnem obdobju aktualno. Potem tukaj na lokaciji Ločna bomo do konca tega leta zaključili s novim objektom za pripravo čistih vod. To je projekt, ki je kar tak velik, tudi denarno zahteven, skoraj 14 milijonov evrov in nujno potreben pri zagonu Motola 2. Potem ste verjetno opazili, ko ste prišli v Krko, da imamo zdaj tudi novo upravno stavbo. Ta upravna stavba je seveda samo polovično zasedena, polovica te upravne stavbe je pa pripravljena za morebitno širitev v naslednjih letih, 5 ali 10 letih. Potem bi tukaj želel zopet izpostaviti Krka Rus 2, kjer pa smo začeli že s proizvodnjo koncem lanskega leta, ampak to je bila prva faza. Mi nadaljujemo z ugradnjami proizvodnih linij in v sedanjih razmerah v Ruski federaciji, na ruskem tržišču, nam zelo dobro pride dejstvo, da smo mi pač lokalni ruski proizvajalec in že imamo določene prednosti pri tendrih ruskih oblasti, bodisi federalnih ali lokalnih, ker smo pač tam ruski proizvajalec, seveda Krka je pa 100-odstotna lastnica družbe Krka Rus. Tako da v sedanjih razmerah nekako 30% celotnih vrednostno gledano potreb ruskega trga mi že zagotavljamo iz naših kapacitet v Ruske federacije, ostalo prihaja pa še v glavnem iz Republike Slovenije. Tudi v odvisni družbi Terme Krka bomo do začetka naslednjega leta zaključili izgradnjo manjšega bazena v hotelu Šport na Otočcu in obenem izvršili tudi energetsko sanacijo hotela.